Pozdravljeni, dragi moji. Medtem ko berem knjigo, sem začutila, da z vami podelim naključno stran, da začutite to energijo, katera je v knjigi. In me prav zanima, katera stran bo prišla za naše srca, za naš objem. Pa da vidimo, katera bo. Evo. To je poglavje 33, ki pravi: nebo brez oblačka. In ta stran se mi je odprla in pravi: Lana je čutila, kako ji v prsi zastane dih. Kako je vprašala nežno. Adrian je pogledal cesto in govoril počasi, kot oseba, ki se uči govoriti resnico brez olepševanja. Roka jo boli in bolj kot roka jo boli, da ne more delati. Ona je takšna. Stojnica na tržnici je njen ponos, njen ritem, njen občutek, da je živa. Za trenutek je stisnil volan in jaz sem vedno mislil, da sem svoboden, da sem nekje drugje, pa vendar vseeno prisoten. Zdaj pa čutim, da je čas, da sem res prisoten. Lana je tiho prikimala, Adrian je nadaljeval. To se mi zdi kot lekcija, ne kazen, lekcija, da postaneš še bolj odgovoren. Ne samo za delo, za ljudi, ki jih vodim, ampak za svoje korenine, za svojo mamo. Lana je gledala skozi okno. Mimo so bežale ulice, palme, svetloba na fasadah. Njena nona bi danes praznovala 90. In vse v tem dnevu je imelo tisto nit, ki jo je čutila že od peres. Stvari se povezujejo, tudi če ne veš kako. Adrian je po nekaj sekundah tišine rekel nekaj, kar je Laro ustavilo v dihu. In veš kaj? Še nečesa se učim. Lana je obrnila glavo k njemu. Česa? Adrian je pogoltnil, kot da izreka nekaj, kar je v njem zorelo. Učim se postaviti meje, je rekel ljubeče. Lana je obstala. Meje? Adrian je prikimal. Ja. Ker mama zna zelo ljubiti, ampak zna tudi držati mojo energijo in jo ne izpustiti. In včasih sem jaz to dovolil, ker je bilo lažje, ker sem se umaknil v svobodo in pustil, da ona drži vse. Lana je začutila, kako se je v trebuhu pojavil tisti aha, kolikokrat se vzorec ponovi v drugačni obliki. Zdaj pa je Adrian nadaljeval. Čutim, da je čas, da se postavim kot moški. Ne proti njej, ob njej, da ji pomagam, ampak ne želim, da midva izgineva v njenih pričakovanjih. Wow. Odprla sem stran, ki opisuje učenje postavitev mej med junaki. In danes smo slišali postavitev mej iz Adrianove strani. In ta knjiga je res nekaj čudovitega. Tako da naj vas objema še naprej ta angelska ljubezen. In hvala, ker ste mi prisluhnili. In na prebrano lahko dodam samo čutenje prebranega je tista naša srčna resnica. Magičen dan.